je 9:40. Na seji so poleg predsedujočega Gorana Klemenčiča in članov senata Roka Praprotnika ter dr. Janez Selinšek ter vabljene osebe prisotni še naslednje uslužbenci komisije. Darko Stare, vodja službe za nadzor in preiskave, ter Romana Derčič, pomočnica vodje službe za nadzor in preiskave, ki danes nadomešča tudi strokovno tajnico komisije, ki je odsotna. Vse udeležence, vključno z vabljeno osebo, opozarjam na dejstvo, da seja ni javna, da so vsi udeleženci dolžni varovati podatke, s katerimi se bodo seznanili med potekom seje, ter da razkritje teh podatkov javnosti ali nepredloženim tretjim osebam predstavlja kaznivo dejanje kršenja postopkovne tajnosti po 287. členu Kazenskega zakona. Vabljeni osebi skladno z zakonom pojasnjujem, da ste dolžni govoriti resnico, da ne smete ničesar zamolčati in da ste na vprašanje komisije dolžni dajati vse pojasnjene odgovore, ki so pomembni za upravljanje naših nalog v konkretnem primeru. Imate pa pravico odkloniti odgovore na vprašanje, če je verjetno, da bi z odgovorom sebe ali koga svojih bližnjih stavili v kazenski pregon ali zakon materialno škodo. Obenem vam pojasnim, da komisija ne ugotavlja kazenske, disciplinske ali odškodninske odgovornosti, ampak domnevne kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, katerega zavezanec kot javni funkcionar ste. Hkrati vas pa moram opozoriti, da v primeru, da med postopkom ali v razgovoru naleti na podatke oziroma informacije, ki spadajo v pristojnost drugih organov, da je dolžna te informacije odstopiti tem organom, da ne damo postopanje. Ste to razumeli? Vse. Hvala. Kot je navedeno, v vabilu ste bili na komisijo vabljeni v povezavi z nadzorom nad vašim premoženskim stanjem. Glede na specifično okoliščine primera in medijsko razvpitost siceršnjega primera dogajanja, mislim, da je korektno, da vam v zvezi s tem dam še nekatera dodatna pojasnila. Nadzor nad premoženskim stanjem je komisija v začetku letošnjega leta uvedla zoper predstavnike predsednikov vseh parlamentarnih strank, vključno z vami. Gre za samostojen postopek, ki ni del postopka kakšnega drugega organa, na primer davčna uprava. Njegov namen je po zakonu ugotoviti, ali ste kot zavezanec po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije in pred po zakonu o preprečevanju korupcije prijavili vse svoje premoženjsko stanje in njegove spremembe v skladu z zakonom, ter preveriti okoliščine, ali se je to stanje mora biti nesorazmerno povečalo ali obstajajo kakršnekoli morebitna nesorazmerja v zvezi z poročanim premoženjskim stanjem in z vašim dejanskim premoženjskim stanjem v povezavi z opravljanjem vaše funkcije. Posebej bi vas rad tudi opozoril, da ste po zakonu v primeru suma nesorazmernega povečanja ali nepojasnjenih razlik v premoženju, da je dokazno stanje na vas, da to pojasnim. Še to bi vam povedal, da je podatke, glede katerih bo danes tekel pogovor, komisija pridobila na podlagi lastnih pooblastil, neposredno od finančnih inštitucij in zgolj delovno od drugih organov. Se pravi, večina stvari, po katerih bomo danes spraševali, ne izhajajo neposredno iz lastnih različnih dokumentov davčne uprave. Današnji razgovor tudi ni namenjen razjasniti vseh dejstev in okoliščin v zvezi s tem primerom. Predpostavljamo, da zaradi časovne oddaljenosti nekaterih vprašanj, ki bomo postavili, ne boste mogli vsega prav konfidno povedati, v tem primeru bi se po potrebi še srečali. Zdaj pa, če se strinjate, bi šli kar na vprašanje. Najprej bi vam predložili, prosim kolegico Rečičevo, papirje, ki jih imamo v naši evidenci glede vaše prijave premoženjskega stanja. Se pravi, prijava premoženjskega stanja iz leta 2006, vaša dopolnitev iz lanskega leta in pa prijava iz leta 2012. Gre za originalne dokumente, zgolj bi vas prosil, če jih preletite in če lahko potrdite, ali gre dejansko za dokumente, ki ste nam jih vi poslali, ali gre za vaš.
videl, sem jaz datum spustil, ga nisem napisal. To je prvi, ne. Poglejte, prosim, datum. Ali ima pogledat, no, sam povejte mi, kje je datum. Je drugače. Datum prejema, številka je Na zadnji strani, ja, da je bilo prijeto. Čist na zadnji, ja. Daj smo mi prejeli. 18.12.2006. V redu, hvala lepa, ker nisem napisal, to pravi. Sedaj lahko potrdite, da so to vaše prijave in vaši podpisi. Hvala lepa. Drži, da imate odprt račun, tekoči račun pri banki Koper in večinoma poslujete preko njega. Izključno. No, po podatkih komisije imate še en račun pri Novi Ljubljanski banki. Drži? Ki ne znam povedati, ampak po mojem še poslujem prazno že še leta in leta. Tudi to drži, ja, ampak odprt je še, no, vse je samo vprašanje. Sam za moje vedno so tega leta odprt. Je bil še Marko Volč, predsednik uprave. To pa Piše. bomo pogledali. Ampak. Tega podatka nimam tukaj zabeleženega, ker ni zaradi praznega poslovanja, precej irelevantno. Vprašanje, ali ste odkar ste zasedate to funkcijo leta 2006, imeli odprt še kakršenkoli drug račun pri tuji ali slovenski banki? Nikjer. Nikoli nikjer. Katere kreditne kartice uporabljate, oziroma ste jih uporabljali v tem obdobju? Mercator, Pico, Viso, American, Mastercard, pa Diners. In plačila oziroma trajnike na te kartice imate pri katerih bankah? Banka Koper. Vse banka Koper. Vse banka Koper. Iz podatkov, ki jih je pridobila komisija, izhaja, prosite, ne mislim, imate kakšno vprašanje, ja. Lahko podate splošno oceno, kakšen je približno bil letni promet na vašem tekočem računu? Težko podam oceno, ampak najmanj problem, da vam dam izpis. Če banko Koper pa bojo dali. S tem izpisom sicer razpolagamo, ampak moramo slišati vaše. Če rečem po 300 000, pa če imate izpis, ne ta drži, ne. Iz podatkov točno tega izpisa izhaja, da ste imeli v različnih letih različne prilive v skupnem znesku od leta 2006 do 2012 nekaj manj kot 3 milijone evrov, 2 milijona 990 evrov. Ali lahko, recimo, na splošno pojasnite izvor tega premoženja? Jaz lahko čisto direkt pojasnim izvor tega premoženja. Jaz sem leta 2004 sklenil 2 pogodbi z Elektro pa Elektro Holding. Po eni sem prodal delnice Mercatorja in to je bilo znesek, spet se imam tu sabo, tako da tako 7 milijonov evrov, da ne bi zdaj iskal, ne, ali milijardo 900, ne, tako takrat. Vsi, ja. In po tej pogodbi sem dobil vse poplačeno, ne, in po drugi pogodbi sem prodal tudi svoj delež Elektro Holdingu v Elektri, ste v 99%, to je bilo pa približno 7 milijard 800 in potem po tej pogodbi še nič nisem bil plačeno. Tako da mene to zelo preprosto enostavno. Govorimo pa v zanimivo v principu od 17. novembra 2006, če sem dobro razumel. Tega, ko sem nastopil funkcijo župana. Hočete reči, večino teh transakcij je bilo povezano recimo z vračili kreditov? Razen plač, vse.
Iz podatkov na tekočem računu izhaja tudi, da ste v tem času na banko položil pač gotovina, različne zneske gotovine v večjem znesku. Navedel vam bom samo primeroma, recimo, zraven se težko spomnim, koliko let nazaj, pa vendarle, recimo 14.6.2007 14.000 evrov, potem so zneski 8.000 evrov, 4.000 evrov in tako naprej. Ali lahko pojasnite recimo izvor tega premoženja? Ne znam povedati. Ampak na splošno, če ste rekli, da je večina, da razen plače in pa teh dohodkov vračila kredita, se mogoče lahko pojasnite, Ne kje vam veri, ne recimo, znam povedati, ne bi morali pogledati, ne, če sem komu kaj posojil, pa se vračal, pa se polagam. pa so vračali za gotovino. Se tudi, če sem dvigal, ne, se vidite, sem tudi nekaj večje, da se dvigal v gotovini, ne, tako da. Dobro. Naslednja stvar, delnica. V letu 2007 ste kupili za 250.000 evrov vrednostnih papirjev preko Publikuma. Res je. Drži, za katere delnice je šlo? Krka pa Luka Koper. Krka pa Luka Koper. V poročilu, ki ste ga leta 2006 prijavili komisiji, ne, ste napisali, da imate v lasti 62% KLM-ja. Potem ste pa konec lanskega leta dali dopolnilo in ste povedali, da ste v vmesnem času, da ste po letu 2006 pridobili še 20 delnic Krke in pa 980 delnic Luke Koper. Vse to je ta isti prvi del, ne. Jaz sem tiste delnice Krke prodal, mislim, da sem ostali 20, ne, in ostale so vse delnice Luke Koper. To je moj poskus nastopa na borznem trgu neuspešen. Glejte, med nadzorom je bilo ugotovljeno, da ste 28.6.2007 imeli v lasti 152 delnic Krke. Zdaj jih imate 20, če prav razumem, po poročanju, ki ste ga nabrali. Ali nam lahko pojasnite, zakaj komisiji niste celovito poročali o lastništvu vrednostnih papirjev, se pravi o tistih 152 delnic Krke? Ne razumem vprašanje, zdaj še enkrat tako prosim. Vi ste 28.6.2007 imeli v lasti 152 delnic Krke in pa 980 delnic Luke Koper, za kar ste plačali 250.000 evrov. O tem komisiji niste poročali. Ko smo dobili vaše poročilo decembra letos, okrog tistih decembra lansko leto, okrog zemljišč, kar Je to not pisalo, ne? relevantno. Ne, niste poročali o tem dejstvu, ampak ste poročali, da imate danes v lasti toliko in toliko delnic Krke v vrednosti, ki je seveda neprimerno manjša od tega, kar ste zanjo takrat plačali. Ne vem, kaj je narobe. Moje poročilo je bilo leta 2006, ko ga nisem imel, ne. Naslednje poročilo je bilo leta 2010, ko sem šel med 2011, ko sem šel v Državni zbor, ne, pa zdaj, ne. Tako. A bi vmes moral to poročati, nakup delnic prodal? To je bilo moje vprašanje, zakaj tega niste storili? Ker se nič v premoženju ni spremenilo. Jaz sem iz svojega denarja, ki sem dobil nazaj, kupil delnice, ampak premoženje ostalo isto. Ampak po zakonu lahko vam dam 42. člen ZKP. Ne, sej. Ste vi dolžni poročati o vsaki spremembi, tako v vrednostnih papirjih, kot v gotovini, kot v valutnih terjatvah, dolgovih in tako naprej, ki presegajo določen znesek, ki se je pač spremenil po starem zakonu. Ampak tudi, če se nič vredu se ne spremeni. Drži. Če ste bili tega mnenja, zakaj ste nam potem poslali ta dopis, po katerem ste napisali, da se vam je po letu 2006 spremenilo lastništvo vrednostnih papirjev, ki ste jih pridobili 2006. To sem zdaj pisal ta papir, ne, po vseh teh
bom rekel, medijskih obravnavah, ne, pa sem šel po vse popisati, da ja ne bi bilo kaj ostalo odprto, ne. To je samo ta razlaga, ker drugo ne znam povedati, ne. Ker jaz sem vas, zdaj mislim, da januarja pa decembra obveščal tudi o dodatnih parcelah znotraj ograje, ne, in takrat sem tudi to napisal, ne. To razumemo, ja. Ampak še enkrat pravim, ne, to je bilo čisto namen, da ja ne bi kaj ostalo, ne, čeprav so mi rekli, da tega ni treba pisati, ne, ker je 2 delnica ta luka, ne, po 10.000 evrov, ne, vrednost, ne. Kdo vam je to rekel, če smo vprašali? Prej so naši prvi spraševali, ampak nisem siguren, ne. Da po a ne celo piše noter. V prijavi na 10.000 evrov. To drži, ampak Jaz sem ne pa glede sprememb. A ne, jaz govorim o tem, ne, da sem tudi to napisal, ne, ker je tam pisal, pa sem rekel, da bom vse napisal. Glede sprememb pa pravim, enostavno ne bi povedal. Nisem čutil potrebe, ker se premoženje ni spremenilo. Pa vse imate podatke, kako sem plačal te nakup delnic Krke pa Luke Koper. Drži, te podatke smo morali pridobiti sami v nadzoru, zato ker o tem niste poročali. Ampak je prišlo, ne, pravim, ne, denar, transakcija se je videla, ki je šla, ne, premoženje je ostalo isto, manjšanje kredita, ne. Ja, v bistvu sem vas vprašal samo, zakaj... Nisem čutil potrebe, da poročal o spremembi, ker se premoženje nič spreminja. Kažem prav vprašanje, kolegi, na to temo. Jaz bi zgolj to vprašal, ne, izrecno ste navedli v tem poročilu 29. novembra 2011, ko ste dopolnitev podali, da sporočate, da ste k dopolnitvi vloge leta 2006 sporočam tudi lastništvo vrednostnih papirjev, ki sem jih pridobil po letu 2006. Iz tega sledi, da ste po letu 2006 razumevanje pridobili teh 20 delnic Krke, recimo. Iz ugotovitev izhaja pa, da ste v vmesnem obdobju imeli preko 150 delnic Krke. Torej, iz tega poročila zelo jasno izhaja nekaj stanja, ki ga imam sedaj, ne, kaj se bilo transakcija, ampak še enkrat pravim, ne, moje razumevanje, ne, vi sprašujete o spremembi premoženja. Da spremembi premoženja ni bilo nič, če bi delnice ostali iste vrednosti. Zdaj, ker pač tako vrednost padla, se je premoženje znižalo, ampak to ni ravno poročati. In 11. je bilo pa poročilo, zdaj ne vem, da je bilo, če bi bilo 11. 12. ne, zaradi vseh tih vprašanj, kaj še imate, ne, pa sem dal tudi to napisati. Tako da jaz ne vidim nobenih problemov, ne. Vi pa ne, svoje posle pravite. Dobro. Enako vprašanje je bilo, v bistvu, zakaj niste komisiji sporočali o večjih polovih ali pa dvigih gotovine? Zakaj pa bi sporočal? Iz istega razloga, ker je zakon jasen, da če se vam, da morate sporočati po vsakem deležu. Se pravi, če mi vrne denar, bom na banko dvigan, to mora to javiti. Jaz tega ne smatram. Na koncu leta morate to javiti, po starem in po novem zakonu. Še enkrat Zato, ker zakon, se pričujem, samo pojasnila, zakon, najbrž se boste s tem strinjal, da je razlika v premoženju, ali imate odprto terjatev ali imate pa denar v roki. Vprašanje, kakšne terjatev, ne, No, ja. da bo zgolj ekonomsko vraka, tako da ne bi, jaz se s tem ne strinjam sicer, ne, ampak spet bom rekel, ne, ta poročilo, ki ga imate z banke, je zelo jasno, ne, in se lahko vse vidi, da je vidno, da je položen, tako da jaz ni tudi nobenih težav. In vi sprašujete, brez zamere še eno, vi sprašujete o viru denarja. Ja. Jaz vir imam. Iz predobdobja, ne, ko sem javni funkcionar. In kaj jaz počnem s svojim denarjem moči, s moja zadeva. To se pol ocenja, pa ne. Absolutno, absolutno. Seveda, tukaj smo kako ste ga porabili in tako naprej, in kaj počnete s tem in kam ga nalagate, to je povsem vaša stvar. Vendar je pa za celovit pregled in nadzor nad premoženjskim stanjem, pač zakon, zelo jasno in po alinejah določal, da je potrebno pač spremembe poročati, ravno zato, ker zakon predvideva tudi, da pač so razlike med tem, ali imate denarno sredstvo v bankah, ali imate sredstvo doma, ali imate odprte terjatve, ali jih imate naložene v vrednostnih papirjih, ali jih imate v gotovini, ali v nepremičninah, ali v nepremičninah. V uvodu sem mi drugače razložil, da ugotavljate eventualno povišanje vrednosti
To je eden od elementov, seveda. od nastopa funkcije. Ne. To je eden od elementov. Ja. Dobro, sej. Gremo naprej. Jaz imam ta vir brez zamere še enkrat, ne. Mnogo prej, preden sem se že odločil kandidirat za župana. Vaš namestnik, ne, je že pisal v tem letu 98, ne, po nakupu delnic Mercatorja v 500-800, pa sem jih prodal po 41 000 $, ne, v tolarjih, ne. Pa je bila tam kar velika količina, ne, 40 000 delnic, ne. In potem sem tudi podal firmo po cenitvi, ki je bila narejena in izpeljana leta 2004. 2005 sem bil še globoko Mercator, ne, eno najvišjih plač, drugi najvišji plač v Sloveniji. 2006 sem pa začel, tako da jaz ne vidim razloga, ne, razen da pravite zakon, so pa to podatke opredelite, kako sem dati kako. Skozi novo, še ne, ja. Dajte, imamo... Sem dal to pooblastilo, da grem na banke delati, nima nobenih težav, veste. To cenimo. Strinjamo se s tem, strinjali se boste, da je v bistvu vir premoženja lahko zelo tesno povezan z ugotavljanjem v bistvu povečanja ali pa nepovečanja premoženja, ne, zakonitega ali nezakonitega. Strinjam. Tako, vi vsekakor imate vir premoženja, ki izhaja izpred časov, največji vir premoženja, ki izhaja izpred časov, preden ste začeli upravljati svojo funkcijo. Celoten vir premoženja. Celoten vir premoženja. Ne, dajmo biti zelo egzaktni, Ja. če gledate te moje podatke, pa bi rada še enkrat ponovimo, vsaj zaradi mene, da vem, če je kaj sporenega, ne. Mi da že imamo hišo, ne. S tem, da imate tam, ko sem pisal tisto prijavo, ne, sem prepisal parcele iz gradnega dovoljenja, ne. Samo na 3 je bilo, ne. Gradnega dovoljenja, ostale nisem prepisal, so za isto grajo, ko ste razumeli, ker sem vam dopolnil, ne. Razdeljena je 5 metrov, 6 metrov parcele, približno razdeljena. Nekaj sem sam lastnik, tam, kjer hiša sva ženo pol, ne. Potem sem pa z enim sinom na eni parceli, pa z drugim sinom na drugi parceli. Ampak to je stara zadeva, več kot 20 let, kar smo se s hišo vselili. Vse, kar se tiče nepremičnin, vam še nismo postavili na eno vprašanje, najbrž ga vam tudi ne bomo, ker iskreno rečeno, recimo, tako naknadno poročanje glede raznih dodatnih deležev, ni neobičajno, tukaj se človek lahko zmoti. Pol še sam pojasnimo to, ne. V Grosuplju sem pojasnil, ne, sicer vas sem prijavil, medij nisem povedal, ker jaz te hiši še nisem, v bistvu, ključa nimam. To je pač od sinove družine. V Bovcu 20 stranih še najdem ga, ne. Se pravi, to je nepremičnine. In to je vse nastalo mnogo let. Mnogo let, celo bi rekel, 2 stvari pred Mercatorjem, eno v času Mercatorja. To so ta, a ne, še brevate so bile pred Mercatorjem kupljene, ampak pol so se gradile, ne, ampak je že si. Kar se pa tiče tega vira, ne, leta 97 je bila, ko sem šel v Mercator, elektra ocenjena na 23 milijonov nemških mark vrednosti. Da sem se leta 2004 odločil, ne, da firmo prodam, ne, dogovoril si novo, ko sem bila stara, da sem kupila firmo. In sem to tudi plačala, kupila sem pa nazaj posodil. Sprejeto pogodbo, zvedeno, brezobrestno. In tu pač je zadeva, ki po mojem najnem poslih letih se noben vtaknil na zadevo prav čisto. Druga zadeva, ne, vira premoženja so pa delnice Mercatorja, ne, Fraport, ne. Zakaj zelo najboljši sligi presediti pravi Mercatorja, ne? To je bil ključen problem takrat, ne. Mi smo kupili vodstvo Mercatorja na borzi po $5,800. In sem jaz te delnice prodal, ne, leta 2004 po $41,000. Za $1,900. In so mi potem ta znesek plačevali, ne, tekom vseh teh let. In tudi odplačali ta kredit. En del tega zneska, ne, približno €1,200,000, da govorimo o evrih, ne, so namesto vračila mene, po mojem nalogu, dali kot moje posilo KLM-ju, da plačujem obresti, razliko med dividendo pa obrestno mero Deželnih bank pa Factor banke. In tam imamo obresti, ko vse poplačeno, plačujem obresti zase in za moje 3 kolege, ki so solastniki pa KLM. Dokaj ne bomo pač podali, ker bo enkrat podano bomo poročunali. Tako da jaz glede vira premoženja, ne,
vseh teh letih, 6 letih, ne, bi lahko rekel samo, ne, če govorimo čisto natančno matematično preloženje, samo izgubljam. Pri mojem starem sem sam odločil. Prosim, povedaj, kaj? Prej ste omenili zvezi s tem pologi, leta 2007 na račun pri banki Koper, 14.007 in tako naprej, da je bilo morda vračilo kakšnih kreditov, ste posojili. Se morda spomnite, komu ste posojili denar? Ne, pa bom šel pogledat. A so bile to fizične osebe ali? Samo fizično in to mora biti zelo poslen družinskem krogu. Ko ste rekli, ko ste sami izpostavili tudi ta vir vašega premoženja, bi vas poprosil za naslednjo pojasnilo. Po podatkih pač iz vašega tekočega računa je od leta 2006, ko ste podali prvo prijavo, ne, in 2000 in letošnje leto, ko ste podali drugo elektronsko prijavo, v bistvu ste poleg plače na svoj tekoči račun pridobili približno 2,6 milijona evrov. V glavnem za posignacijo, bodi se delite, bodi se vračilo kredite. Samo delite. Lahko da je šlo plačilo čez KLM, ki je bil KLM plačilo. Ja, kot asignacijo, se sem rekel, kot asignacijo, plačilo preko KLM-ja. KLM-ja mislim, da je bilo 200 tisoč, vse do tega bomo še prišli. Pa konkretno, splošen podatek. V letošnjem letu ste rekli, da imate odprtih terjatev 7,8 milijona in 1,9 milijona evrov. To je ste napisali v letošnjem poročilu. Bo držalo? 1,2, Ja, pardon, 1,19, ja, 1,2, to imate. V letu 2006 ste poročali, da imate terjatev do Elektre Holdinga 7,8 milijona evrov, če pač preračunavamo, in do Elektre Inženiringa 6,3, pa še nekaj milijona evrov. Zdaj, v tem času ste v družbi Elektre Inženiring, KLM in Elektro naložbe prejeli skupno približno 2,4 milijona evrov. Iz česar izhaja, da naj bi vam Elektra Inženiring dolgovala še 3,9 milijona evrov in ne 1,2 milijona evrov, kot ste sporočili komisiji. Kako to pojasnite, oziroma kje je napaka na naši strani? Ali... Ne, mislim, da je treba pogledati, kajti na ta način je bilo recimo kupljena hiša, kjer živi naš sin. Ne? Na kakšen način? Ja, da so mene to posilo vračilo mene, so, kaj bila tudi asignacija glasija, je bilo izvršeno pobot za nakup hiše, ker sem jaz potem dal ključe sinu. To je eno takih razlogov. Od manjkajočih 3,9, ki pravite, ne treba tako odšteti teh 1,2. Tudi, če smem, za katere sina gre za... Jureta. In če boste, ampak to je nama problem, jaz vam tega pa res ne vidim glave povedati, tako da boste lahko izpis mirno, kam nekaj še našel. Zato je... Morate razumeti, če se pač ena prijava razhaja v takem obsegu, za 2 milijona 700, da moramo pač, da morate nam pojasniti, kje je teh 2 milijona 700, ne? Pa niti mi ni treba, brez zamere. Ne, treba vam ni nič to drži. Če bi se povišala, pravim vrednost, ne pa da se zmanjšuje, pa pejte. Ne, veste kaj se to? Ker ste bil dolžan vmes poročati tudi, spremembe, plus, minus in tako naprej. Ampak še enkrat, če bi vi meni poslali ta vprašanja, bi vam zdaj niti spis celotnih transakcij Elektre, ki so šle, kam so šle po tem vračilu in boste pač pogledali, jaz te ne vidim težav. Če pa mislite, da vem, kako res sprašujete, od kje sem položil 14.000 evrov. Jaz se gospod Jankovič, sem vam na začetku povedal, da se zavedamo, da bodo nekatera vprašanja taka, da zaradi daljnih dogodkov ne boste mogli odgovoriti, da se lahko na koncu dogovorimo, da nekatere stvari odgovorite pisno, da... Ne, dal bom kartico, tako da boste... Tako, to se potem lahko dogovorimo. Pač morate pa razumeti, da pač... Vse te podatke morate imeti vi.
da imamo pravico te stvari. Ne, pa ti da že tako imete po mojem. Nekatere podatke imamo, nekatere To podatke. vam je Durs pregleduje, to vam pa mogo Durs dati, ne? Kot sem rekel, naš postopek je ločen od Dursa. Ok, pa Ne. v redu. Prosim, nisem to, da ne bomo mogoče se narobe razumeli. Podatkov, odkot je prišla gotovina na vaš račun, mi nimamo. Mi samo razpolagamo s podatkom, da je bilo recimo položenih 14 000 evrov in s tem je namenjeno razčiščevalno vprašanje izvora te gotovine, ali pa 8 000 evrov. Teh podatkov seveda nima izvora. Nadaljnje vprašanje. Zdaj, podatki nakazujejo, da, mislim, podatki nakazujejo, to je znano, da ste 65% naslika lejo. 62 pa pol. 62 pa to je, pa. Strani KLM ste v tem nadaljevanjem obdobju prejeli približno 283 000 evrov. Prosim, če pojasnite, kako ste seznanjeni s poslovanjem te družbe? Kako komunicirate z vodstvom te družbe? Govorim bolj na ta način, ne? Ali ste, preden se odobri izplačilo, oziroma preden se opravi izplačilo enega od teh zneskov, kako to naročite, kako ste obveščeni o tem, da je bilo izplačilo opravljeno? S poslovanjem KLM-ja sploh ne se seznanil do letos, nisem niti vedel, sploh ki posluje razen tega, da ima delnice v lasti, ne, pa kredit, o čem obresti. Čeprav moj sin ima vsa pooblastila, ne, in za to poslovanje bo se njega vprašal, in ta plačila zdaj pač vem, ker sem šel povprašati, kako je bilo čez 14 dni nazaj to pisanja tega, ne, da v enem obdobju, ko je imel račun na leti blokiran, je posloval ne čez KLM. Kako pa recimo pride do tega, če... Če raven denar. Ja, imaš povedati. Pokličem pa rečem, ne, dragi moj sine, ne, čas da kaj vrnem šato, ne, raven to in to. Približno tako izgleda, ne. In potem me sin prijazno povesti, ne, da bo lahko ali pa ne bo mogel. Preko sina, se pravi. Starejši vsi. Starejši sin, ki je direktor. Ali je podobno oziroma drugače, v bistvu vprašanje, kako ste seznanjeni s poslovanjem Elektra Inženiring, Elektra Holdinga, E-gradnje? Enkrat letno mi prinese letno poročilo, ki še dela revizijo že 20 let. Začel sem jaz leta 22 ali 21 celo delati revizijo Elektre in dobim revizijsko poročilo. Zdaj pa lahko verjamete, pa ne, ampak letos ni, da sem razen 50 metrov pisarne, ne, pa ne vem, če sem enkrat pri njem letos. Jaz to zelo ločim, starejša pa mlada. Jaz nimam računalnika, ne, moja miza pospravljena, pa ne me drugač in jaz težko gledam, na to ne hodim se nekaj. A poznate podjetje Martink d.o.o.? Tako slišal. Nikoli slišal. Gospoda Marka Striharja, ste ga kdaj srečal ali slišal za njega? Ni me v spominu, tako slišal. Okay. Kaj dela gospod? Posluje z občino. Kaj dela? Mislim, je eden od Martink je firma, ki posluje z občino. Kaj dela? Trenutno mislim, da ima odvoz, odstranjevanje gradbenih odpadkov. Sprašujem vas zato, ker je KLM-ju dal kratkoročni kredit v 9. mesecu leta 2010. Koliko? 10.300 evrov. In pa slišal ne za transakcijo, ne za njega. Nikoli niste slišali. Podjetje Martink je bilo tudi eden od podizvajalcev v Stožicah in ta direktor Martinka, Marko Strihar, se je leta 2010 javno pritoževal glede izplačil in nerazumnih dolgov, nerazumnih dolgih izplačil podizvajalcev. Strani koga? Strani Grepa. Kaj nam pesno? Ne, se vas samo vprašam. Zakaj vas to vprašam? Zato, ker je Martink d.o.o., kot rečeno, dal posojilo KLM naložbe
par dni po tistem je bilo za strani KLM naložb izvedeno nakazilo vam na tekoč račun. To je res. Kakor znesko? V znesku na primer 4.000 evrov. Ne komentirajte. Ne vidim nobenih povezav. Ne? Nisem vas samo vprašal, ne. Drugo vprašanje, ali poznate podjetje NT Logistika? Ne. Ne poznate. Ali pa Kdo je mogoče direktor, lastnik? direktor in lastnik Niko Resnik. Ne prav slišal. Nikoli slišal. Gre namreč za isto. To podjetje sicer ne posluje z občino, vendar spet vprašanje izvira pač iz dejstva, da je dal kredit KLM Naložbe in potem je v istem znesku bil ta denar nakazan na direktno na vaš tekoč račun 9.11.2010. In to večkrat. Kaj ima to zveze? Samo vprašam. Vprašajte me. Mislim, upam, da razumete, zakaj moramo. Ne, jaz ne razumem, še enkrat, jaz tega ne razumem iz enega samega razloga. Nedvomno je meni direktor dolžen. In nedvomno je, da ne sprašujem, kadar potrebujem, kako mi vrača denar. In povedal sem pa prej, ne, pa to se da ugotoviti, v koliko času je poslovala čez KLM, ne, ker je direktor isti, ne. Povedal sem zakaj, ne. Vi lahko sprašujete, ampak če bom koga poznal, bom povedal. Ja, samo to želimo. Podobno vprašanje je glede DZS. To pa poznam. In DZS in direktorje. In direktorje. Ja. Spet gre za pač vprašanje, ki je povezano s tem, da je tako rekoč v istem obdobju prišlo do dajanja kredita ali naložbe KLM Naložbe in potem izplačilo strani KLM Naložb direktno na vaš tekoči račun. Ali ste se kaj o tem Nikoli se pogovarjal, nikoli vedel, da mi pa še povedal za vse tri, a je kredit vrnjen. Ne, vsaj za Martinko imamo podatek, da kredit ni vrnjen. Kaj pa ostalo, da so pa vrnjen? Pri logistiki tega podatka nimamo, oziroma imamo podatek, da kredit še ni vrnjen, na DZS-ju pa tudi ne. Ja, ne, ti krediti niso bili vrnjeni. Ne znam povedati, ampak zdaj bom dobil ta zvočni zapis, bom tudi to preveril, da napišem te zraven. Ja. To dobim, ne? Prosim? Dobim zapis, pa bom preveril. Ja, dobite, na DVD. Na DVD bomo. Baza Dante. Zanima me, kako ste seznanjeni, če ste seznanjeni kaj s poslovanjem Baza Dante. Bazo Dante sem spoznal in prvi slišal pred, zdaj pa ne na 3-14 dni, ko je bilo v medijih objavljeno. In to je edino, kar vem o tem poslovanju, pa potem poznam to transakcijo, ki je šla. Ampak pravim, po tej objavi, ko je bila zdaj v medijih. Ali lahko poveste, katero transakcijo poznate? Transakcijo, da je Grep posodil dve posojili po 500.000 evrov na bazo Dante in obe posojili sta vrnjeni na Grep in da vmes, dokler to posojilo ni bilo vrnjeno, je bilo posojeno iz enega posojila, mislim, 400.000 so šla posojila čez KLM. Po nalogu Elektre. Plačila naprej po nalogu Elektre. In to je tisto, kar sem zdaj preveril, ko je bilo pač to objavljeno. In če me pa zdaj kdo vpraša, čisto da nisem pa tle, pa res ne vidim nobenega spora. Milijon je bil posojen, milijon je vrnjen, plačen obresti, ne, pa nekdo je v medijih hotel plasirati, da je postavil 400.000 evrov zraven. To je kaj, poprosite, da je? Da je ostaril nekje 400.000 evrov zraven. To pomeni, da je to čarovnija, ne, ki bi rešila vse države, ki so zadolžene. Sposodiš si milijon vrneš, ne, pa ti stane 400 evrov. Fenomen. Ja, omenjali ste, da ste zdaj seznanjeni s tem, da je Grep posodil bazi Dante, potem pa da je šlo to naprej na KLM. Ali je karkoli v istem časovnem obdobju tudi prišlo na vaši tekoči račun?
Ne znam povedati. Poglejte, prosim. Dobro, potem pa bom kar datume knjiženja na bankah, na računih vseh teh podjetij bom navedel. Torej, 15.4.2011 gre posodi bazi Dante 500.000 evrov. Isti dan 15.4. baza Dante nakaže KLM naložbe 100.000 evrov. Isti dan 15.4. KLM naložbe nakaže Zoranu Jankoviću 40.000 evrov. Kaj je sporno? Ne, samo če ne znam to res. Da sem, gledajte, še enkrat pravim, ne, da mi je Elektra dolžna, sem povedal. In da mi je Elektra vračala denar, sem tudi povedal. In tudi povedal sem, da je bila vmes nekaj časa, to sem zdaj izvedel, ne, poslovanje preko KLM-ja, ne, zaradi tega, ker je bila Elektra blokirana. Ne vidim problema. Dobro, ker potem bi navedel drugo okoliščino oziroma drugo posojilo, ki ga je Grep nakazal bazi Dante, in sicer 26.8.2011, ali ste seznanjeni, da bi ta dan kasneje prišlo kakšno nakazilo na vaše računice? Ne, pogledajte prosim, vse piše. Bom kar navedel, ja. 26.8.2011 Grep nakaže bazi Dante 500.000 evrov. 26.8. torej isti dan baza Dante nakaže KLM naložbe 392.000 evrov. Isti dan 26.8.2011 KLM naložbe nakaže Zoranu Jankoviću 100.000 evrov. Kaj je sporno? Sprašujem vas, če poznate te transakcije oziroma če se spomnite teh nakazil na vaš račun in kako jih pojasnjujete, kaj je to časovno sosledje. Jaz nisem nobenega časovnega sosledja, ne. Še enkrat bom povedal, ne, lahko isto uro, ne, zdaj lahko govorim, lahko vi namestnene. Dajmo še enkrat, prej je predsednik vprašal, ne, kako teče poslovanje, ne, prevračilo teh kreditov, ne. Sem jaz rekel, da pokliče sina, pa da reče, ima aparate rad, ne. In ga ne sprašujem, ne, on pač reče, lahko naredimo, pa ne more narediti. In je denar pač prišel meni, ki je dolžna meni Elektra. Tu je, jaz sem nobenih težav. Vmes so imeli neke transakcije, očitno so bile transakcije, ne, ki je nekdo posojil denar, ampak zdaj povejte, ne, kaj je tu spora? Zdaj mi ne delamo nobenih zaključkov. Ne, ker me pravi sprašuje, kaj je tu spora? Jaz se lahko sprašujem okoli razjasnitev dejanskega stanja. Se dejansko stanje napisano. Se pravi, se zgolj povzem, vi sina pokličete, da potrebujete denar in naj vam ga vrne, vam sin nikoli ne sporoči, kako je ta denar zagotovil, če ga recimo v tisti trenutek naslednji dan pa. Ne, to me zanima pravzaprav. Ali bi vas kot župana mestne občine Ljubljana moralo zanimati, če podjetje, ki so povezana v tej verigi transakcij, na začetni točki naslova podjetje, ki zelo veliko posluje z mestno občino. Zakaj me je to zanimalo? Kot župana, vas bi zanimalo, Ne, kot župana me samo zanima ena stvar, da je mestna občina Ljubljana svoje obveze redno izvrševala na podlagi potrjenih situacij. In glede tega, ne, zdaj pa dajmo čisto pogledati, kako to teče, pa nas, če govorim zdaj o Greku po stolice. Mogoče bi bilo za pojasnilo bolje to, da rečemo, ne, da smo mi v tem javno-civilnem partnerstvu zato, da so dali nekomu, ne, Greku, stavbno pravico, on ni postal lastnik zemljišča. Stavbno pravico bi lahko v Evropski center dobili 81 evrov. In celotna komisija, ki dela, pač gre postopek zelo preprosto. Mi imamo celo tle super nadzor, ne samo nadzor. Prav situacija, ki je potrjena z nadzorom, mora biti super nadzor, naše službe gre v plačilo. Čez 20 rokov. In jaz sem pa na to ponosen, da mi redno poravnamo svoje obveznosti. Pokažite mi enega, ki posluje mestno občino Ljubljana, pa da je dobil potencialno, da ne bo plačila. Gospod Janković, prej ste rekli, da veste, da je bilo to posojilo, ki šlo preko baze Dante vrnjeno in tako naprej. Povedal sem, da sem zdaj do zdaj. Da ste to sem vas hotel vprašati. Koliko ste se o tem pozanimali, ste o tem prej vedeli? Prej nisem sploh vedel, da je šla ta transakcija, zdaj, ko je bilo to ko je bilo to pisano, sem šel, da mi pojasnijo. Komu ste šli, kdo vam je to pojasnil? Direktorja sem poklical Damjana Jankovića, ne, da mi je povedal, kako mi je vrnil denar, kako je šla ta transakcija, poklical sem Grep, da mi je povedal, Grep je napisal, da so imeli 11 posebnih pogodb, ko so posojili denar,
da so imeli tisti dan, ko so dobili od mestne občine plačilo malo manj kot 4 milijone na računu 700 nekaj tisoč, ne, in da so dobili nazaj denar z obrestmi. In to sem jaz te podatke lepo tudi naprej objavil, kdo je hotel to sprejeti. Ali ste bili seznanjeni na takšen način, kjer je bil denarja, s katerim je bilo posojilo vanj? Ne, ki me tu ne zanima. Ja, smem. Torej, zdaj vas sprašujem zgolj o tem, kako pojasnjujete okoliščine. Namreč v vseh primerih, o katerih smo vas zdaj spraševali, pričem bi navedel še podjetje Inelta, ki poznate podjetje Inelta. Ne, direktor lastnika mi povedal, da nam. Ga nimam tu navedenega, zato vam ne morem povedati. Podjetje Inelta je tudi v lanskem letu v marcu nakazalo krvno naložbo 3500 evrov. In isti dan je datum knjiženja, tule so krvno naložbo vam nakazale 2000 evrov. Mene je to preprosto jasen. Dobro, to so dejstva. Če vi me sprašujete to, ne, jaz sem pač povedal, da potrebujem denar, sin je pač nakazal denar, ne, kako je predolgo pa ne vem povedati, ne, prišel, kam je to pa. Ali veste, da podjetje Inelta posluje z mestno občino Ljubljana? Pojma nima, kaj dela? Trakt A Ljubljanski grad, trakt A Ljubljanski grad, pokrito igrišče in tako dalje, zneski so 73 tisoč, 24 tisoč, 12 tisoč, 5 tisoč. Pojma nima. Ampak ne da bi se zgovarjal, da ne, ampak enostavno te firme se pač ne spomnim, ne. Dobro. Hočem reči, zdaj nas postaviti naslednje vprašanje. Prosim za pojasnilo okoliščin, če lahko kakorkoli komentirate. Podjetje Inelta, ki smo ga zdaj omenili, podjetje Martin, podjetje DZS in podjetje Grep, vsak poslujejo z mestno občino. Ja. Torej v vseh teh primerih pa so po podatkih komisije je prišlo do nakazil iz strani teh podjetij, posredno ali neposredno, na podjetje krvne naložbe in v istem časovnem oknu potem nakazilo na vaše račune. Kako pojasnjujete to okoliščino? Zelo preprosto povejte pogodbe, ki so podpisane, mene to pravzaprav še enkrat niti ne zanima, nimam kaj pojasnjevati, ne. In a si vi zdaj predstavljate, ne, vi zdaj ne hoče povedati, da je kreditna pogodba ne šla, ne, in po kreditni pogodbi je šla denar na krvni pol na moj račun, ne, kako naj to pojasnim, zakaj bi pa jaz to moral pojasnjevati? Kreditna pogodba je bila. O kateri kreditni pogodbi? Vi ste razlagali o kreditnih pogodbah, ne? Martink in to, da so bile kreditne pogodbe, ne, kjer bilo denar posojilo, pa sem prav, če se nazaj vrnila, pa da nimate podatkov še, ne. Sem rekel, da vam dal dogovor, ne znam povedati. Sem pač vprašal direktorja, da bo povedal, kaj je s temi kreditnimi pogodbami. Dobro, se pravi, v teh okoliščin ne pojasnjujete. Poslušajte, vi imate te 4 direktorje, ne, jih lahko mirno pokličete, ne, in boste bom dal mirne izjave, ne, ali me sploh, torej poznajo me sigurno, ne, da ne bi zdaj rekel, če me poznajo, ne. Ali so delali kakšen dogovor z mano, kaj to sprašujete, ne. Jih pokličete, pa ne je dal svoje izjave. Ne sprašujem vas, Ne poznam teh ljudi, razen DZS ne poznam nobenega od teh, če ne poznam nobenega, pa ne mogo nobenega dogovora, z DZS-em Petanom pa se jaz nisem nikoli nič dogovarjal kakšen takem. Kaj bo podjetje Grep poznati direktorja? Oba, in to zelo dobro. In nikoli nisem govoril z njima o tem. In obene izstrahov. In a ni to zanimivo, ne? Tak dober posel imajo v Stožicah, ona dva po prisilni poravnavi, ne? Kot matično podjetje. Ajde, gospod Janković, če ponovim to vprašanje kolega Praprotnika. Torej, vi pravite, od tega ne morete pojasniti, zato ker o tem nič ne veste. Točno. Kaj lahko rečete potem, da gre pač za naključje? V teh delih, kjer je... Vse to vi ugotavljate. Jaz Ja. nočem. Hoteli smo v bistvu slišati vaš komentar tega, vaš komentar torej tega ne pojasnite, ker o tem nič ne veste. Ker nič ne vem, ne morem pojasniti. In nočem ugibati. Vprašanje, pač januarja oziroma februarja se je ta modaliteta v bistvu nakazil s podjetji, ki so vam tako ali drugače dolžna, ne, podjetje PLN in tako naprej,
spremenila letos. Ne? Teh nakazil ni več za strani KLM-ja, naprimer. Ali lahko mogoče pojasnite razlog spremembe tega vzorca denarnih tokov? Še vedno ne vem, da razumem vaše vprašanje. Ne znam pojasniti razloga. Povedano drugače. Razlog je to, da imam ta trenutek na računu dosti denarja in nimam potrebe. Kako da imate na računu dosti denarja in... Za tekoče potrebe. In da ni potreb, da ko bom potreboval, se klicu. To je edini razlog. In da jaz vem. Kolegi, ležite. Še kakšno vprašanje? Še čisto klasično vprašanje. Pač pri Mercator Tiki, ali gre za družinsko kartico? Družinsko. Za družinsko kartico. Vas je več not. Vas je več not. Kako poveste, kdo je vse noter? Ker gre za velike zneske, pač vladam, kot sem ga samo si predstavljal. Celo se mi zdi, da mojega podpisa bo se redko daj na naši kartici, ker jaz v principu nikoli ne kupujem. Žena je sigurno prva, ne? Pa mama, pa mislim tudi, pa nisem bil mlajši sin. Pa žena pa mama pa vem, da stane. Žena, mama, mlajši sin. Pravim, za mlajša nisem siguren, pa žena pa mama pa vem, ne? Dobro. Ja, glede Mercator Tike bi vprašal iz transakcij na vašem tekočem računu pri banki Koper je razvidno, da vsak mesec plačujete dva računa za Mercator Tiko ali imate dve kartici. Ne, ena kartica, ampak je po moje mame na knjižno pa jaz plačujem, ne? Tako, ampak dajte to preveriti, se to zelo preprosto. Ja, lahko je. Prosim.
omenite, da kadar vam je, se pravi, niste imeli denarja, na računu ste poklicali direktorja KRM-ja ali Elektre, vašega sina, in mu povedali, da pač ne vrne. Da. Elektre, kar je Elektra dolžna. Ampak je ista oseba direktor tudi KRM-ja. Pa sem klical svojega sina kot direktorja dolžnika. Zdaj, ko govorite, da potrebujete denar in takrat pokličete, kaj to pomeni, da imate stanje na računu tako nizko, da je potrebno nakazilo? Jaz imam z Banko Koper že, zdaj pa ne, 10 ali več let podpisano pogodbo limitu do 300.000 evrov minus lotre. In kadar sem to koristil, šel do 300.000 evrov minus, ne, da nismo tisto presegli, takrat sem pa klical za vse te transakcije. To imate tudi vi ta podatek. Tako. Sej, v zvezi s tem sem vas tudi hotel prositi za pojasnilo. Časovnega sosledja imamo več transakcij, ki so povezane skozi predvsem druga polovica 2010, kasneje 2011, ko se stanje na vašem računu približa minus 300.000, 299.000, v recimo dneh pred tem domnevam, da takrat kličete sina in potem se sproži denarni tok iz različnih podjetij na KRM. V roku enega dneva, v več primerih, ta denar pride potem preko KRM-ja na vaš osebni račun. Kako torej pojasnjujete to časovno sosledje? Na eni strani se dopravite, kličete sina, potem se pa v roku 2-3 dni ali celo enega dneva iz podjetij, ki poslujejo za mestno občino, če ste župan, steče denarni tok, ki konča na vašem računu v enem delu. Kako pojasnjujete to? Zelo preprosto, po mojem mnenju, tisto, da nima denarja na svojem računu, ne si sposoben denar pa plača mene, ne vrnem denar. Ampak vse te transakcije, ki grejo za Elektre, če že veste, vi ste pač brali prej, sem rekel 4 ali 5, se mi deja, ne vem, 4, prej pa 5 tisel, ne? To je fizično vse. Ja, ok, 5 transakcij, ne. Jaz sem, da jih je več, ampak po tej sestanku bom prosil, da napišu vse te transakcije, ki ste jih omenili. In boste videli, kako je šlo. Ne pojasnjujem, mi ni potrebno pojasnjevati, me ne zanima, nimam nič s temi podjetji, ne. Lahko poslujem z mestno občino, vprašajte, če so dobili plačilo, če so dobro delali, ne. In zelo enostavno dejstvo je, da govorimo, ti se ne vem, meni Elektra vrača. Kako pride do denarja, pa ne vem. Kot župan prek občine, kako komentirate to dejstvo, da si vaš sin sposoja denar pri firmah, ki v bistvu delajo za občino? Ne komentiram, ker po mojem ni samo to, ampak po mojem, da to imajo te transakcije z večjimi firmami. In pravzaprav z mestno občino dela veliko komitentov, ali pa veliko partnerjev, kar da ne komentiram. Vi me vprašate drugače, vse te komente, ali so te dobili posel, kaj mimo transparentnosti, mimo razpisov, mimo zakonskih določil. In mi smo tukaj zelo strogi, tako da mi ni treba nič komentirati. To vprašanje v bistvu izhaja bolj iz konteksta integritete, zaradi tega, ker se v javnosti to lahko pojavi in potem tudi napačno konotacijo. V bistvu vas ne prišlo, iz javnosti prišlo sem, ne. Ja, napačno dejstvo, ampak gledajte še enkrat. Vi ste meni omenili 5 primerov, jaz sem o teh 5 primerov bom povedal tiste 4 pri nas, kaj delajo, pa bomo na podatke, kako so pri nas prišli do posla, te firme. 5. je fizična oseba, Elektra vam pojasnila, kako je pa do tega prišlo še transakcije, ker če ne bi meni vračal, se ne rabi vas pravno sposuje. Tako da boste dobili odgovore. Ja, sej kot župana občine vas sprašujem enako kot kolega Staren, kako komentirate to okoliščino, da je podjetje Martink v tem primeru ni poslovalo z občino vse od leta 2003, pa do leta 2010 ni poslovalo z občino
potem pa zdaj bom pa navedel datume. V septembru 2010 posodi kratkoročni kredit podjetju KLM Naložbe. Mesec dni kasneje, pardon, 2 meseca dni kasneje, pa dobi plačano iz strani mestne občine za storitve odstranjevanja gradbenih odpadkov, en znesek 106 000 evrov in drugi znesek 73 000 evrov. Kako kot župan občine pojasnjujete to, da podjetje, ki v vsej zgodovini s katero razpolaga komisija, ni poslovalo z občine, posluje pa v časovnem oknu 3 mesecev za občino ravno takrat, ko tudi nakazuje denar podjetju, kjer ste večinski lastnik. No, ljudi ravno takrat so nek zamik tudi tle, ampak ne znam komentirati, tudi ne želim komentirati nekaj na pamet, pa drugi so dobro, če sem že prej povedal, da podjetja ne poznam. Jaz za podjetje nikoli nisem slišal. Enako okoliščino, da želim vprašati, vas prosim za pojasnilo tudi v zvezi z podjetjem Intela, d.o.o. Se pravi, če nimate pogodb med mestno občino pa med... Jaz vas zdaj sprašujem za pojasnilo. Jaz pa sprašujem, če imate pogodbo pred sabo. Pogodbe nimam pred sabo, ne? Vas pa sprašujem naslednje. Tudi podjetje Intela, d.o.o. Za mestno občino ni poslovalo nikoli pred letom 2011, pri čemer v marcu 2011 nakaže denar 3500 evrov podjetju KLM, v istem dnevu dobite vi iz KLM-ja nakazilo 2000 evrov. Jeseni tega leta pa dobi podjetje Intela iz mestne občine plačano približno 100 000 evrov za delo na Ljubljanskem gradu, kot tudi odlišče in tako naprej. Pri čemer je to časovno sosledje nekaj, kar bi želel, ali da lahko vas prosim, da komentirate oziroma pojasnite. Isti zgor kot prej. Podjetja ne poznam, ne vem, kaj so delali, bom pogledal in bo se dobili odgovor. Poznate podjetje Tema Plus? Tema Plus pa poznam. Na kakšen način? Tema Plus je delal že v Mercatorju za nas, ne, dela za nas še danes, na razpisih je delal na Ljubljanskem gradu, delal sanitarije za invalide v Kresiji, ne, in delal je streho v mestni hiši. Namreč dve nakazili, ki sta šli 29.11.2011 in 19.12.2011, iz strani mestne občine, namen nakazila, torej plačila, se glasi v enem primeru 25.11. Trakt A, Ljubljanski grad, ki je šla Tema Plus. Ja. To je znesek, ki je šel sicer na podjetje Špinelta. Čakajte, pa to drugo govorite. In pa drug znesek 19.12. 23 000 evrov pokrito igrišče, sicer nakazilo na podjetje Nerta, zraven opomba, je namen, ki ste ga na občini izpolnili, Tema Plus. Zdaj govorite eno stvar. Zdaj ste prej zavedli tisto vprašanje. Očitno potem, kar zdaj razlagate, je to podjetje bilo podizvajalec Tema Plusa. In če je navedeno v pogodbi, kot podizvajalec in v dogovoru z vsemi partnerji, se pravi naročnikov, to je nami, izvajalcev, podizvajalcev, lahko gre plačilo direktno podizvajalcem. Tako da ste naredili prav. To je v dveh primerih. V dveh primerih je pa očitno bil glavni izvajalec, ki ni tovrstne opombe, je pa trakt A in trakt A Ljubljanski grad, kjer pa ni opombe. Bratem, da bi boste odgovor. Dobro, skratka ne, čeprav razumem, ne pojasnjujete, ker nimate pojasnila teh časovnih sosledij poslovanj med KLM in podjetji, ki poslujejo za občino. Pojasnjujem zelo jasno, da teh podjetij ne poznam, ker se jih prej naštel razen dveh, ki se dveh omenili, oziroma treh, Grep, Tema Plus pa DZS, da nisem nobenega dogovarjal se nikoli ničemer in nimam kaj pojasnjevati, ker meni Elektra denar vrača, ker mi ga je dolžen. To je prva zadeva, tako da njega ne vem in me ne zanima. To je druga zadeva in tretjič, mestna občina, ko kaj plača, presnet dobro preveri, kaj plača. Tako da vsako to stvar, ki se naštel, bo se dobil odgovor dokument ali pogodbo ali fakturo, ki je potrebna strani nadzora in ki je plačana. In sosledja ni nobenega, če mene vprašate. Časovno sosledje je.
Ne, Ampak to je drugo sosledja vprašanje, področju. gospod Janković. To je drugo vprašanje in strinjam se zelo jasno, ste v bistvu povzel vaše stališče, zdaj tudi za zapisnik, s čimer bi se lahko strinjali. Edina stvar, s katero bi se komisija nekoliko z zadržkom strinjala, je, da vas ne bi smelo, da vas ne zanima, odkje ta denar pride. Denar, s katerim je povrnen vaš kredit, če ta denar pride iz podjetij, ki poslujejo z mestno občino. Me ne zanima in ni potrebno me zanimati. In še enkrat bom povedal, ne. Te prvo je treba pogledati, pa ne vem, kakšen je namen bil tega denarja, ki je šel, ne, čez podjetja, ki se jih omenili, ne. Ja, drži. In jaz, Tukaj boste vi zdaj... ja, zdaj bom pa jaz šel in bom pač pojasnil, ne, na eni strani boste dobili pogodbe, ne, od mestne občine do teh podjetij, ki se omenili, ne, zato pravim, čakam ta zapis, na drugi strani boste dobili, ne, pogodbe med Elektro in navedenimi podjetji in boste potem lahko ugotavljali. Odlično. Lahko vam dam pa še pogodbe, zdaj bom pa vprašal še nadalje, ne, kadarkoli mi je kaj vračal, ne, ali je vračal svojega, bom rekel, tekočega, ali si mora za to denar sposoditi. Ker vi se zdaj govori o 5 primerih, ne. Ja. Zaenkrat bi bilo to, ja. Lahko zgolj eno okoliščino povem, morda, ker ste sami odprli to temo. Recimo, na dan 15.4., ko je Grep nakazal 500.000 evrov podjetju Dema Plus, je imelo Dema Plus na tekočem računu negativno stanje. Še enkrat prosim. Na dan 15.4. katerega leta? 2011, Ja, ko je Grep nakazal 500.000 evrov podjetju Dema Plus, Dema Plus. Dema Plus, se upravičujem, Baza Dante, Ni mi štimal, ja. je imelo Baza Dante na tekočem računu negativno stanje. Ja. V drugem primeru, 26.8.2011, ko je enako Grep nakazal podjetju Baza Dante 500.000 evrov, ko je imelo podjetje Baza Dante na tekočem računu stanje plus nekaj 100 evrov, zdaj se ne pamet spomniti, mislim, da 300 evrov. Ja. Skratka, stanje na teh dveh računih, na ta dva datuma na podjetju Baza Dante je bilo takšno, da je šlo zagotovo za ta denar, ki ga je Grep nakazal, ki ga je Baza Dante nakazal, tisti dan naprej na KLM. Tako da... Kaj je zdaj vprašanje? Ne, to je bil moj komentar na to, ko ste rekli, da vprašanje, če je šlo za isti denar, ker so čez kakšno stanje se namenili računu takrat. Ne, to so pravili. Zdaj se pa zamešal, ne nameral pa nameral. Jaz sem govoril o stanju računa v Grepu. A ja, v Grepu? Ker je mediji so mi čitali, ne, da je mestna občina nakazala Grepu denar. Razumem. In da gre ta denar z mestne občine nakazal Bazi Dante, Baza Dante pa od tega denarja 400 evrov Jankoviću v žep. Tak je pisal v medijih, ne. In ko je prišel od tega, ne, jaz nisem prišel, kako stanje je imel Baza Dante, ker je nedvomno ta denar šel naprej na Bazo Dante, ne. Sam treba pogledati tiste pogodbe. Jaz sem sam govoril o denarju, ki je šel iz mestne občine, en je šel 15. aprila, ne, in tu tudi vaši kolegi v medijih niso našli povezave, ker je mestna občina predtem plačala, zdaj pa ne vem, decembra, ampak je bil znesek zelo visok. Jaz sem pobotal 8 milijonov evrov, ne, plus 10 in 12, ne, in tam je bilo prevelika razlika v časovno, da bi iskali. Potem je bil pa znesek, ki je bil nakazan v avgustu, datum je... 26. avgust. 22. avgust. Ne, mi smo prej nadržali. En teden prej, ne. Okoli 15. avgusta, ne. Ampak je bil takrat naš plačano, ne, na Grep 16 milijonov, ne, od tega je šlo 8 milijonov za prevod za komunalni prispevek, 4 milijone smo dali na Grep in pa 2,5 ne, pa na novo Grepa na Faktor banko. In teden kasneje je bil denar nakazan na Bazo Dante, ne, in jaz sem tisto pojasnil, da sem šel vprašati, ne, da je Grep na tisti dan, ki je dobil nakazilo strani mestne občine Ljubljana, imel 700 evrov na svojem računu. In moje posebno je bilo, kdo je tisti, ki bo ugotovil, ne, katerih 500.000 je šlo, ne, ali je bil denar posebej označen, da se ve, da je šel ne pol naprej kot posebno, da je to brez veze. Jaz sem pojasnil stanje, ne, v Grepu, ne pa v Bazi Dante. In v Bazi Dante ne, še pravim,
niti v grehu me ne zanima. Vprašajte njih, jaz sem pojasnil tisto, kar sem šel vprašati, kaj se dogaja. No, se ne zanima tudi samo toliko, koliko je določeno časovno sosledje ali pa določena povezava, ki je nič ne trdimo, lahko tudi naključna, z sredstvi, ki so bila dana iz MOL-a in potem pride na vaš račun. Vi morate najprej iz tega ugotoviti, izhaja. se strinjam jaz to, vi morate najprej ugotoviti, kaj je mestna občina plačala. Vaše vprašanje je bilo zelo jasno, da eno firmo delala ni od leta 2003 z mestno občino, potem kar nekaj dela. Tudi mene zanima, kako je izpravljeno. Ampak jaz sem vas takrat, ko so peljali tega supervizorja, sem vam čestitil za to. Sem še dodal en dodatek not, pobote. Pa ne gre očitno, da se vidi. Ampak meni tudi to paše. In rad bi videl, ne vem, pa tudi poznati od prejšnjega delovanja, kako teče pa nas pogajanje. Ga pripeljete tle, da mi reče, da se polno mestno občine lepo spogajati, lepo, na lahko način. Je pa res, da ste že to odprli. Mestna občina je celo od vseh neposrednih, posrednih porabnikov proračunskih sredstev v Sloveniji ima največji delež javnih naročil, ki se izvedejo z neposrednimi porabniki, z neposrednimi pogajanji in ne prek javnega razpisa. Ne, Mislim, da je 33 ali 37% celotnega vašega budžeta, ki gre sicer skozi postopke javnega naročanja, gre skozi neposredno pogajanje. Ja, ampak morate pogledati, koliko imamo mi teh naročil, in jaz sem na našo v bistvu javna naročila oddelku zelo ponosen, ker smo imeli, da pa prav reči, v 6 letih enih 15 000 javnih naročil, imeli smo enih 7 pritožb, na KPK, kaj je tale? Ja, državna revizijska komisija. DRK, in da je samo 5 blogodenih. Tako da, glede tega smo pa... Tukaj ste dobri, to ni Ne, da smo dobri, najboljši smo. Je pa tudi res, da je pritožba, veste, bistveno manj, če en večji delež javnih naročil gre skozi neposredno pogajanje, zato ker je težje. Ampak dobro, gre. A imate kakšen primer, me prav zanima, kaj se napisam tak? To je ni stvar tega pogovora, ne morem, bomo rekli, izračunalnih pa potegniti, ampak mi smo delali zaradi nekih drugih predlogov analizo pač javnega naročanja v Republiki Sloveniji in tukaj je mestna občina zelo natovkla. V enem delu sigurno zaradi pač velikosti in tega, da pač ta... Ne, pa me zanima čisto načalno, kaj so neposredno pogajanja, kaj to pomeni? To pomeni, da ni javnega razpisa, in da v bistvu se pogajate recimo vnaprej izbranih ponudnikov. In to je v nekaterih primerih je to logično, če vam poči, ne vem, ceva, veste... Ne, pa je delno možno, bom tukaj drug primer. Javni tečaj. 20 let en dobi, ni šans, da bi šel na to. Može se ne spogajati. Na sej, Teh primerov ne prodajajo. Ja, zdaj, ker da se vrnemo nazaj na temo današnjega razgovora. Rekli ste prej, ponavljam vaše besede, da vas ne zanima in vas ne skrbi to, da si podjetje, kjer je vaš sin direktor in pa mora vračati denar, ta denar pridobiva tudi pri podjetjih, ki poslujejo z mestno občino. Zdaj me zanima, še prej ste pa rekli, če mi je nekaj ne bi rado vračati, se ne bi rado sposojati. Ker si znam po vaših razlagah, si jaz predpostavljam, da se denar sposojil. In ko sem sprašal, kaj piše not, ste rekel, da pa tisto je prazno polje na meni. In sem rekel, da bomo dostavili te podatke, in zdaj se pa moram zmeriti tak. Če nekaj ne vem, ne morate, lahko me 6 sprašujete. Jaz sem pravim, da mi bo se nekaj časa, vsaj upam en teden, da jaz, ko dobim tale vaš zvočen zapis, rečem, pripravite mi na eni strani v mestni občini podatke, kaj so te dela za nas, kako so prišli do dela, kako smo jih plačevali, če se bomo dostavili celo dokumentacijo, in vas bom prosil, niti mene več klicati za to temo, ampak kar moje sodelavce, ki bodo tam podpisani, bojo pojasnili, in na drugi strani bom šel na Damjanu, in bo rekel, za te primere mi prosim dostavi, kaj to transakcija, ki je šla, od... Se pravi, želel sem vas to vprašati. Prej pravite, niste vedeli nič o teh transakcijah, prej mi je zadeva prišla do vašega računa, zdaj s temi predstavljenimi dejstvi. Povedal sem, da sem vedel samo za greb, ker so šla njim tako iz medijev. Se pravi, zdaj, ko ste bili seznanjeni s temi okoliščinami, pravite drugače, prej ste rekli, to me ne zanima, zdaj vas torej to, čeprav da to me zanima. Ne vas zanima, mene zanima. Vaše vedno me zanima. Ne, mene zanima, ker vem, kako poslujemo v mestni občini.
In sem popolnoma miren, ne, tak, nima nobenih težav vam odgovarjati. Vas zanima, ne Pravi, mene. kot župana mestne občine vas ne zanima, če vaš sin pridobiva njegovo podjetje, pridobiva denar pri podjetjih, ki poslujejo za občino. Vas ne zanima. To me popolnoma nič ne zanima pod dvemi pogoji. Ne. Ena stvar je, da vem, da mestna občina ravna preudarno, skrbno in plačuje tisto, kar je narejeno s podelitvijo. In druga stvar, ne, je to, da bom vprašal, ne, zdaj sina, na podlagi česa dobi, ker ta beseda pridobiva denar, je sicer po mojem slovnično pravilno. Ampak ta pridobiva denar mora imeti neko pogodbo, drugače mora čežiro računati. In zato bi rekel, potreti je toliko časa ta dan. In me ne zanima, ker vem, kako mestna občina posluje. Zdaj si vi predstavljate, da bom jaz, z vas se zmenil, ne, plačal 30 evrov, bi pa čez sinovo firmo menil 2000 evrov. Dobro. Še kakšno vprašanje v zvezi s tem? Zato spominja na tist leta 98 ali podobno. Jaz bi ta del zaključil. Želite še vi kaj na koncu dodati? Da ne bi bil korekten pogovor, nimam nobenih pripomb, zdaj mi samo povete, koliko časa mi date, da vam to poskrbim. Ne? Ja, gledajte, če se lahko dogovorimo, in verjamem, da se lahko dogovorimo, da ne rabite nekega dodatnega pisnega zahtevka, po katerem morate najkasneje v 15 dneh te podatke predložiti, morate oziroma, če jih seveda želite, ker kot rečeno, je na vas, da to storite in pojasnite, če se lahko dogovorimo za 10 dni, preko palca, na podlagi tega zapisa, ki ga boste dobili lahko na dva načina. Lahko počakate tukaj, običajno traja pol ure, ker se to kriptira, ali pa vam danes to dostavijo, oziroma pošljemo še danes to na občino. To pa šel nekdo iskati, bo to noben problem. Prav, potem pa bomo tako naredili. Se pravi, kvantum mi te 10 dni teče od jutra, ne? Ja, recimo. Ne? Da ne bomo pol dali, kaj pol datum? Ne, pa se bom držal, ne nočem, ne. Za, v bistvu, Jutri so mi 25, ne? Tako je. Praznik. 25. Dobro, hvala lepa. To, kar smo rekli, in pa, če pa smo na začetku rekli, če lahko pojasnite to razliko med v bistvu 3 milijone 96 in milijon 200. To je pa tudi bilo rečeno. Pa pologi gotovine in potem je pa na vas, ne, tukaj ste se sicer izrekli, vendar ste se izrekli... Pologi gotovine bi rad od vas, kaj želite, ne? Spisek, ne? Ja, kaj? Spisek. Povejte še, kaj? Ja, pa pač imate možnost, da še enkrat izjasnite glede tega, ker smo vas vprašali, pač zakaj določenih stvari vmes niste poročal. Vi ste pač rekel, da se vam je zdelo to brez veze, ne, ker je premoženje enako. Zdaj, pač, na vas je to vaša... Kaj pa ne pojasnim? Ja, ne, to vprašanje je... Kaj pa ne rečem, če... Glejte, veste, ne? Vprašanje je, zakaj niste poročali nekaj, čemu ste bili po zakonu dolžni poročati. Veste, da smo, oziroma vsaj upam, da veste, da smo razumni. Ko ste recimo
Pisal vam pokazal sem, kako je, ne, povedal. Enako tudi za tole, ker zdaj me sprašujete isto, ne. Če se vrnemo na to, gospod Janković, ko ste rekli, pač, kaj morate in kaj vam ni treba prijavljati, ne. Drugi odstavek 43. člena, vsako spremembo glede funkcije, dejavnosti oziroma lastništva iz 8. in 9. alineje prvega odstavka prejšnjega člena, vsako spremembo v premoženjskem stanju iz 11. do 17. alineje prvega odstavka prejšnjega člena, ki presega 10.000 evrov, mora zavezanec sporočiti komisije do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto. In tukaj gre lastništvo oziroma, potem so kot alineje, vsako spremembo v lastništvu oziroma deležih, vsako spremembo v lastništvu oziroma pravicah in tako naprej, v denarnih sredstvih pribavka. Glede, vi se lahko postavite na stališče, da ste razumeli, da ne morete poročati o Vsake spremembe premoženja, tako je. o spremembi celotnega premoženja. To je pač Ne, vaša razlaga, vendar je zakon in glede tega jasno. Kolegica. Ja, sklicevanje na te posamezne alineje, torej zakon ne pravi, da morate prijaviti vsako spremembo v premoženjskem stanju, ampak vsako spremembo v premoženjskem stanju iz teh in teh alinej. To pomeni, da če vi gotovino pretvorite v vrednostne papirje, pa da spremembo več kot 10.000 evrov, to treba pač do konca januarja za preteklo leto javiti. To je pač zakon napisan in tako ga mi tudi tolmačimo, ne. In tako bo tudi zdaj se pripravlja nov obrazec, elektronski, ki vas bo skozi to zelo elegantno vodil. Ampak še enkrat, gledajte, jaz ne bom zdaj niti več tole dal, ker nisem pravnik in imate, človek na svoje, ne, lahko, da vi mislite, da imam desni in prav, ampak vi imate vse moje transakcije, kadar hoče, lahko ste pogledali, to v zakonu mogoče, ne. Vsa plačila grejo, ne, čez Banko Koper, ne, to se dogotovili na drugih nite. In to je že od leta 2099. Zdaj v bistvu jaz dobim, ne, da bom tako rekel, od Elektre 250.000 evrov, ne, nakažem publikumu, kupim delnice, ne, ker so me prepričevali, ne, kako se fajn s tem delnicam zaslužiti. Jaz sem rekel, pa me za kavo, ne. Pa jaz sem nam prosil, ne, da mi zdaj denar, tak, ne. In to je moj poskus prvi, zadnji, nikoli več iti na borzo, ker ostajam še vedno pri svoji osnovni premisi, da delam, kupim delnico, ki se podredu, ker delam, ker bi rado nagrado. Leta 98 krat ista zgodba. Vsi direktorji so morali kupiti, če ne bi direktorji, če ne bi so podjetje. In od takrat, ne, v enem trenutku sem pa že delnice prodal, ne, luko sem pa zamudil, ker je vrednost, zdaj pa že 12 nižja. In tu je tista zgodba, ne, moje premoženje se s tem, ne, pravno se znižalo, ne, s tem delnice nič premenilo, ne. Ker zdaj ste vi ne spraševali, ne, zakaj nisem prijavil, ne, to je bilo tudi, zakaj nisem prijavil to spremembo, ne. Drugo vprašanje je bilo pa, zakaj me ne zanima, ne, kako mi moj starejši sin vrača dolg Elektre, ne, do mene. In potem ste, ne, med tem transakcijam, ne, prvo me pa dogaja, če se ne motim, ste sami rekli 7 milijonov, ne, 800, ne. Preko Kalmena Elektre je prišlo približno 2,4 milijona. 7 milijonov 800. V tem Od leta 2004. Mi gledamo od leta 2006, ne, od časa, odkar ste vi... Ok, ne, tam se na 800, ampak tudi to se da vse, ker je vse čez transakcije šlo, ne. Ja, me zanima, ta čas, ko ste bili na funkciji. Je že v redu, ne, ampak gospod Klemenčič, ta poskus teh povezav je bil že v Mercatorju, takrat sem bil tudi na funkciji. Podobni javni, da se zastopa takoj. Kateri poskus povezav? Iskanja povezav, ne, tudi takrat, ne, so pravne povezav, pa resnice pobotnice, pa nekaj, 14 let je tega, tako da jaz nimam nič problemov s tem, ne. To je bilo od leta 98 konstantno, zdaj že 14 let traja, ne. Jaz slavim leto 14 leti sodelovanja s šolo. In če zamenja samo, kje sem zaposlen, ne, ima moja leta rojstva, ne, isto lahko napiše, sem bil takrat baraban, sem zdaj vse baraban, ne, gori dol, iščem povezave. Tak, še enkrat pravim, ne, v vseh teh vračilih nekaj teklo, ne, obstaja dokumentacija. Kako je šlo, tudi če šlo po mojem nalogu plačilo, ne, hiše obstaja dokumentacija. Mi samo povete, kaj potrebujete, noben problem. To je ena dokumentacija.
mi bo pripravil obsina, toliko besede še manj, da bi to naredil. In druga dokumentacija je v mestni občini. Tukaj pa sploh ni problema. Kaj želite, boste dobili? Dobro. To smo razumeli. Kot rečeno, bi še enkrat tako vas kot vse ostale opozoril, da je to pač potrebno v skladu tako s poslovnikom kot zakonom, da podrobnosti vsebine tega pogovora oziroma razgovora ne smete poročati javnostim ali nepooblaščenim tretjim osebam. Ker postopek še traja in pokršitev Ja, del tega bo gledal tretje osebe. Postopka. V tistem delu, kjer boste seveda nekomu naročili dodatno dokumentacijo in tako naprej, seveda. Drugega pa ne. In seveda tudi, da ste v skladu 16. členom ZNPK-ja se dolžni odzivati naslednjim vabilom komisije, v primeru, da bi še potrebovali kakšna dodatna pojasnila. Pa kakšna težava? Prosim? Pa kakšna težava? Gospod Stare me poklical. Ne, ni bilo. So sledila uro, ne, jaz sem 5 dni zjutraj ne morem, ne. Jankovič, ni problema. Mislim, da je bil pogovor korekten in tudi v zvezi s tem vas tudi obveščam, da komisija ne bo nič v zvezi s tem razpravljala v javnosti. Prosili bi, da tega tudi vi ne počnete, razen tega, da bo podala kratko sporočilo za javnost, da je bil razgovor opravljen in da je bil korekten in drugih pojasnil ne dajemo. To je to, želite še kaj dodati na koncu? Jaz imam 2 vprašanje, če sem. Če so, ja, lahko smete, odvisno kakšne so. Povejte. Vi pa imate pravico mi reči zgodbe. Prvo vprašanje je, vi ste mi rekel, da vabite 7 predsednikov parlamentarne stranke. Da smo jih obravnavali, postopki za nekatere so zaključeni, postopki zoper 3 pa še niso zaključeni, med njimi ste tudi vi. Aha, pa se prav vsi so bili na komisiji. Ne, za tiste, za katere so bili postopki zaključeni, pri katerih ni bilo nobenih nesorazmerij, uradnih podatkov med tem, kar je bilo prijavljeno in med tem, kar se je pridobilo, pač razgovora ne opravljal. Se prav, za 3 pa obstaja ta pogovor, to ne. Med njimi sem jaz. Tako. Ne sprašujem koga, vidite, ne. Se vam ne moramo povedati. Pa ne sprašujem, ne, tudi me ne zanima. Ali lahko še eno vprašanje, ki se veže, jaz sem zdaj, ker sem se na to pripravil, pa nisem bil kaj rabno s sabo, ne, sem pa nesel vse vaše podatke, ki sem jih nastavil, zelo prijazno, Lidija Pangeršič. Aha, za pogled, koliko postopkov. Ja. A smem tudi kaj vprašati tu? Ja, sem to pa dajmo sejo zaključiti, ker je to predvideno. Se pravi, razgovor vse se zaključuje ob 11:10. Hvala lepa. Povejte, to je pa v bistvu. Tam mislim, če to nič kaj. Vi se meni tle sliko odzad? Ja.